Včeraj sem bil na enem predavanju Vesne Vuk Godina, pač jo poslušam, spremljam, ker obvlada psihoanalizo, dobre stvari zna povedati, včasih tudi v temo brcne. No, včeraj uvod ni bil bleščeč, kolektivno psiho Slovencev poskuša obdelati, ampak ne ve, da je individualna vzgoja otrok, upbringing v primarni družini ključna za to, kar se Sloveniji ta trenutek ali pa tudi v bodoče dogaja oziroma obeta, da se bo dogajalo na tej sociologiji družbenih dogajanj. Ljudje se bodo po enih šablonah obnašali, pa ne zato, ker je kolektivna psiha Slovencev takšna, kakršna je, ampak zato, ker je primarna družina kontaminirana z določenimi ideologijami. Ena od teh ideologij je potrošniška ideologija, ki jo Vesna Vuk Godina izpostavlja. Začuda kot piska knjige Zablode feminizma, ki jo imam tamle gor. Nazadnje sem bil tudi na njenem predavanju in sem kupil to knjigo. Ni omenjala, kako je feminizem kontaminiral primarno družino, ko se dogaja, da so očetje brez tiste prave avtoritete, nimajo pravo glasanja v družini, manj zaslužijo, sinovi jih ne spoštujejo, hčerke tudi ne. In potem si te hčerke napačne tipe zbirajo, oplojevalce. Ampak veliko dobrega je pa vendarle tale Vesna Vuk Godina povedala. Včeraj je bila v Trbolah, menda ima danes Krško. Skratka, zelo je uslišana, ima svoje študente, predava po Sloveniji, ljudi se prime njena beseda, mislim, ker nima veliko zdrsov, ji celo aplaudiram, ampak ene stvari bi jaz bolj suvereno povedal, te okrog Oedipovega kompleksa moralne razsodnosti. Eden od zdrsov je, da je rekla, da je lahko še ena ženska v lezbičnem odnosu tista, ki postavlja meje v dvotirni vzgoji. Še ena ženska pomeni, da priznava istospolna partnerstva oziroma družine. To ne vem, kako lahko tak zdrs naredi. Bitje s penisom mora kastracijsko preteti moškemu oziroma sinu, zato da le-ta razvije moralno razsodnost, spolno identiteto, spolno željo in vzpostavi mentalno zdravje. Očeta ne more dostojno zamenjati še ena ženska v lezbičnem odnosu, niti ne mamin brat ali pa mamin oče, torej dedek temu otroku, bodisi deklici ali dečku. Ampak tisti moški mora očetovati, ki spi z otrokovo mamico, ki mu jo krade. Tega Vesna ni znala obesediti na dostojen način, ampak pustimo tu. Je pa toliko dobrih stvari povedala, da jaz osebno lahko spregledam skozi prste in zobe stisnem. Ampak je pa učiteljicam par stvari dobro povedala, pač da so sodobni, novi rodovi telih fantov neukrotljivi, da nimajo moralne razsodnosti, da tako rekoč ni šola kriva za ves kaos, ki se tam dogaja, ampak primarna družina. To že jaz nekaj let govorim, ampak pač jaz nimam dostopa do vseh teh predavalnic. Včeraj v Trbolah je bilo 3 šole polne, učiteljic se je nagomilila tam dol, pogostitev je bila, župan je častil, vse v redu. Ampak zakaj zdaj snimam tale video? Zato, ker je eden od teh šolarjev nemogočih mene pred par dnevi poklical, oziroma par dnevi, 2 dni nazaj, me je poklical, češ, da ga je mamica napotila k meni, naj me pokliče in pove, kaj ga muči.
In pol tale sinček je star, jaz sem ga sicer vikal od začetka, ne, nisem vedel, koliko je star. In njegov problem je, da ne more hoditi v šolo, ne. Ok, pa sem ga pa malo vprašal, koliko je star, se je pa skazalo, da je star 18 let. Zdaj, to, kar sem mu jaz povedal, bom spustil v eter po telem videu, bom namontiral. Namreč, glede na to, da dobim kar precej anonimnih klicev, jaz tu in tam se mi zgodi, da kakšen telefonski klic posnamem. 2 dni nazaj sem imel zund prižgan in stisnem na play in nisem pa speakerja dal, da bi se njegov glas slišal, ampak sem posnel samo sebe. In ko bom zdaj končal tale video, bom spustil v eter njegov telefon oziroma moj odgovor, ki je bil kar, bi rekel, piker, ne. Celo opravičil sem se mu čez en dan, mu poslal SMS v smislu, da se opravičujem, tudi to bom potem predvajal. Zdaj bom pa zavrtel ta posnetek izpred 2 dni, slišim se bolj jaz, on je pa nekje, v bistvu sem povedal, ne, torej, da me je poklical, češ, da ne more hoditi v šolo. Poslušajte zdaj tole. Ja, Roman Vodeb. Mamica je rekla, da pokličite. Koliko ste star? 18 let, tako jaz stikam. Kaj te muči zdaj, to, ki je moje podcaste gledal? Tudi ste me že videli in zato me kličete, ker mi zaupate. Mama je rekla, da pogledajte. Ja, ok. Se pravi, vaš problem je pa kaj? V šolo ne morete hoditi, ali ne moreš hoditi. Ni lušen, ne? Ni lušen. Lega, a imaš ti fotra? Ali ste ločen? Pa imaš emancipirano mamo, ki te ne more vzgajati. Imaš fotra. A je foter ali je lulibuc? Kje pa je foter? Doma. Ok. In teb se tako rekoč ne da več v šolo hoditi, ne? Malo zajeban, 4. letnik. Ja, veš ko, pet k fotru, pa reč, foter, prosim te, daj me nabuti, da mi ne bo na kraj pameti prišel, da bom špric v šolo, ker se mi ne da več hoditi, ker ni lušen hoditi v šolo. Pet k fotru pa reč, nabuti me. Nisem, ti zdaj mene kličeš, da ti bom jaz čarobno paličico pričaral neko kože noter. V bučo ti bom dal moralno razsodnost. Foter je zajebil. Ker te ni na klamuzu, takrat, ki je bilo treba. Mamica te pa razvajala. Veš ko, če foter tega ni zmožen, ne, je tam doma zapite, pa brez denarja, ne, veš ko vzem, kladu, ali pa še boljš macolo, rečemo v Trbovljah. Pa za vsako boš mislil, ne da se mi v šolo jet, ne. Pet pa dej nastav mazinske, pa se spoharjam vse po mazinci. Skladvam, vsake 2 ure se točka po mazinci. Da te obolel. Pa v šolo pa nehi to delati. Lega, pa svoj delo opravi, če te foter pa mat zalagata z denarjem, ali pa saj mamica razvaja, potem moraš ti v šolo hoditi. In ne mi s takimi neumnosti mene klicati, zdaj bom pa jaz čira hokus pokus tep, ko ti bom naselil. Moralno razsodnost. Foter je zajebil skupaj z mamo, da te vest ne peče, če ti ne greš v šolo. Lega, vsak mora svojo stvar narediti. A se nisi razumel, le še enkrat. Foter, ne buti me, pet njem, če te ne, če tak ne sme biti, se je zamudil ta vlak, sina se pri 18 ne nabuta. Ampak tebe vest ne peče, ko greš v šolo. Ti si škart roba, lega, ti tudi jošk videti ne smeš, kaj šele, da jih držiš. Ti si en blefer. Kladu, pa užgi po siromaku, po mezincu. Pa ne me za takih neumnosti več klicati, pa reči mamici,
Mami, veš, ko mi je povedal? Dosta više. Ti pizda, ti materna razvajena. Pa kliče vode, pa zdaj pa čari, ne ljub se mi več hoditi v šolo. Nisem, dobro, da sem tole posnel. Jo, telefona, pa nisem njegov glas, ampak nič hudega, čakaj. Mislim, pa me pa zdaj vest pekla, ne? En dan me je kluval not. Kaj, če je ta mulo, ne, ki mi je deloval kot en razvajenec brez moralne razsodnosti, kaj, če je ranjen z nekimi dogodki, da ima, ko gre v šolo, panične napade, pa tesnobo, ne? Tak primer sem namreč že imel, tip ni mogel hoditi v šolo in so ga poslali razno raznim psihologom in so rekli psihologi, da je len. Ej, čakaj malo, zdaj ti pa nisi len, ne? Ti panični napad dobiš. So rekli, da sem len. In 10 let nazaj mi je ta tip, ki je prišel tlele k meni, ne? In sem rekel potem, čakaj malo, deva midva s hipnozo poiskati jedrni dogodek, ne? Zakaj imaš ti panične napade pa tesnobe, ko sam pomisliš na šolo, srednjo šolo ni mogel hoditi, s pogodbo je delal, na faks, s pogodbo. Pri nekaterih mora mama zraven hoditi. Imam tudi te primere. Ko je šel na prvi delovni dan stran od doma, je imel panični napad, mogel zamenjati službo. V drugi službi panični napad. Ne more delati drugje kot od doma, ne? To je bilo še pred korono. In potem jaz s hipnozo najdem, da je prehod v jasli tako ponesrečen, da je 3 tedne po 6 ur na dan v vrtcu jokal, ne, potem so ga pa ven potegli, pa ga je varuška čuvala do osnovne šole. Osnovno šolo je lepo hodil, obiskoval, v srednjo šolo 1. september, panični napad. Ni mogel hoditi, ne. Vrli psihologi so pa rekli, da je len, ne. Ta je imel travmo iz otroštva, ker ni prenesel odsotnost od mame na tako divji način speljano, ko so ga dali v jasli. In pa se mu je to kot potlačitev vrnilo v vseh inštitucijah in danes ne more v službo hoditi, ne more delati drugje kot od doma ali pa 100 metrov stran v krogu svojega doma. Ampak tale tip, ki me je pa klical, ne, mi je pa deloval len, ne, moralno nerazsoden, zato sem ga napizdil, ne, in sem to posnel, ker imam pač pripravljen, če me kdo žali, da to posnamem. In pa sem jaz SMS napisal, ne, takole sem napisal. Če imaš ti panične napade, ko je treba v šolo, naj me pokliče mama, pa mi par stvari razloži. V tem primeru se ti opravičujem za včeraj, ker sem ga toliko napizdil. Če si pa len in se ti ne da hoditi v šolo, pa se res usekaj s kladivom po mezincu vsakič, ko šprica šolo. Lep pozdrav, Roman Vodeb. In pol mi odpiše, pa ste zdaj te. Nič se opravičevati za včeraj. Meni so narobe napisal. Meni so vaše besede res pomagale in zdaj se zavedam, da je res treba pravilno delati naprej. Hvala lepa. Ime ne bom povedal, kdo je to bil, ker ima ime, se je predstavil. Pa mu pa jaz vrnem, ne, moje besede so bile v resnici izrečene iskreno, zato, da bi ti pomagale in učinkovale. Pa mi spet vrne in tudi so. Skratka, mislim, jaz znam napenjati možgane, včasih rekel, groba beseda zaleže. Jaz sem tudi ene tlele v krogu moje družine, pa ne tukaj ožje tele, 2 sinova pa tako naprej, ampak malo širše družine, se je nekdo k meni zatekel po nasvet, ena oseba. Sem to osebo tako napizdil, da sva bila 1 leto skregana. Ampak jaz imam pa to osebo rad, pa sem jo tako napizdil zato, da bi promeno na mozgu naredil.
in sem tudi jo, ampak sva bila na račun tega skregana, ampak ta oseba se je pa spremenila, jo je pa moja beseda pa streznila. Ne? In sem to naredil načrtno, tako kot sem načrtno temu tipu, 18-letniku, rekel, ne, da naj se strezni, ne, da se včasih rečem, s polnim šprintom se z glavo v zid zabi. Po načelu, svaka promena na mozgu može samo da koristi. Skratka, jaz sem zdaj posnel tale video, zato, ker sem videl, da Vesna Vuk Godina na včerajšnjem predavanju govori podobno, malce ji še manjka, ima neke zdrse, ampak v osnovi je pravilno razvijala misel o moralni razsodnosti, par stvari ni tako povedala, kot bi jih jaz povedal, tudi časa ni imela, ampak imela je pa zdrse, ko je rekla, da lahko očeta nadomesti še ena mama v lezbični zvezi ali pa dedek, pa stric. Ne, ok, lahko nadomesti, ne, po načelu tudi pod vodo se da dihati. Ja, samo topiš se, ne. Tudi še ena mama lahko očetuje. Ne, ta mal bo defekten. Punca na svoj način, fant, sin na svoj način. In bo imel mentalne, čustvene probleme. Zato mora biti s penisom, ki krade sinčku mamico, po noči spi z njo, očetovati sinu, biti dober, pravičen, da bo sin vedel, tisti car, ki spi z mojo mamico, ne, je vreden identifikacije. Ko bom velik, bom tak car, kot kdo? Kot moj dedek, če ne spi z mamico skupaj, ne? Mu jo ne krade, mamica dedka nima tako rada, da bi z njim spala. Svojega brata, ne, strica od tega sina, nima tako rada, da bi stric z njo spal, ker stric ima svojo ženo, ne? Moja mama ima pa mene najraje na svet, si misli, ne? Pa še po noč spi ta mamica s svojim sinom in dela impotentnega, ne? Če predolgo spi. Tega Vesna Vuk Godina ni omenila, ne. Skratka, tisti moški, ki ima otrokovo mamico za ženo, ne, in ga ima mamica domnevno v sinovih očeh, rajši, ne, svojega moža, rajši kot njega, tisti more sinu kastracijsko preteti, kot se reče v psihoanalizi. Mu prepovedati nebrzdano uživanje. Oče mora biti ta. In če je oče spoštovanja vreden lik, ne, ki mu prepreči, da se on, bi rekel, celo otroštvo nebrzdano posladka tudi po noči z mamico, ne, spi z njo, ne, oče mora reči, ne smeš si moje žene želeti tako, da boš po noči z njo spal. Žena, tvoja mamica je moja bolj kot tvoja mamica. Moja žena je bolj moja žena kot tvoja mamica. To si morate mal v glav zapisati. Biti poražen v boju za željo otrokovega otroštva. To je pa mamica. To se mora zgoditi. Zdaj jaz sem rekel, da tole bom posnel, ker je poučno v 2 delih, pa spet bom rekel, take it or leave it.